Danes sledi posebna edicija epizode Življenja na Novi Zelandiji, saj te popeljeva skozi tako imenovan opravki dan najinega van lifea. Van life oziroma življenje v kombiju je krasno, saj imaš svojo hišo ves čas s seboj, kar ti omogoča veliko ene svobode. To v kombinaciji s sodobnimi in efektivnimi tehnologijami, kot so izredne zmogljive solarne celice in dobre baterije za shranjevanje električne energije, ki jo le te proizvedejo, ti omogoča, da si vsaj za nekaj dni lahko popolnoma odmaknjen od ljudi in civilizacije. Ampak pride pa ta svoboda z nekaj omejitvami. Vseeno niso čisto samozadostna, tako da je vsake nekaj dni treba iti do manjšega mesta, da spustiva umazano vodo in dofilova elektriko, vsake 2 do 3 tedne pa do večjih mest, kjer gre cel dan za razne opravke. In predvsem nakupe stvari, ki jih pri lokalnih pajzlih ne moreš dobiti. To bi ti rada danes pokazala. Ja, zdaj nam je pa prav vse hrane je zmanjkalo. Glej, kako okroguje ta svet oziroma Amerikan. Točno tele češnje se spomnim, tole sem nabral jaz. Točno tole. A prav tole od palmsa? Prav tole tlele, ta črno tlele. Ja, okej. Ponosen cherry picker. No, peš bo v nabavo. Ok, morate razumeti, da tukaj na južnem otoku ni prav velikih mest. Kar pomeni, da so pač mičkana mesta, kot je pač Cromwell, v katerem v bistvu nabirava češnje, in letom nimajo nekih ogromnih supermarketov. Imajo namreč samo New World, pa v bistvu New World je kar velik. Gre za tako bolj premium trgovino. Ja, zelo je premium in posledično so tudi premium cene, ki so pač veliko dražje, kot recimo tukaj v Pack and Saveu. Tako da, ko greš v veliko mesto oziroma ko si v velikem mestu, je treba orang nabaviti. Ker od Cromwella je pač največja štecuna 60 km stran, kar sicer ni toliko, ampak še vseeno, ja, je veliko. Zdaj midva, ki sva že malo poznavalca Nove Zelandije, v bistvu ja, dejansko najbolj se vam splača v Pack and Save, tlej najcnej, pa dobite potem še popust za njihovo gorivo. No, tako kot so prej rekla, se pravi, pojka nakupaš, dobiš takole kuponček za 10 centov na liter dol in greš še na njihov Pack and Save fuel, ki je v bistvu tik pred trgovino in še za ston tankaš. Gorivo trenutno je 1 evro na liter. Ja, tako da, kar v redu. Tako da je tak super kombo. Druga varianta je Countdown, ki je tudi dosti pocen, vse ostale štecune so odpade. Pa sam drage. Ena posebnost Nove Zelandije, ki se nam zdi tako izjemna. Koliko imaš tukaj različnega mesa? Pač tako, 2 vrste. In pa imaš tako vse skupaj po sklopih, se pravi, tukaj imamo beef, se pravi kravico, pa imaš prašička, chicken, se pravi kuro, ne vem kva še, vse, ni da ni. Pač tukaj imamo pol jagančka in to je tako 1000 in ene oblike, pač od steakov, nekih zrezkov, pa imaš pa tudi take bolj specialne stvari, se pravi lamb's kidney, se pravi ledvica od jagančka, lamb's heart, pač in to lahko za vsako žival posebej pač kupiš srčke, recimo lahko kupiš, ne vem, 1 kilo kurjih srčkov. Pač Src, ja. Src tako noro. Ful bizarno mi je bilo tudi, ko imaš od kurje vratove, tako. Tako je majhno. Mislim, pa se ne rečem, pač pri nas v mesnici dobiš take stvari, a ne, če jih naročiš, ampak tukaj jih imaš v supermarketu, v vsakem supermarketu, pakirane. No evo, tudi tukaj sva jih najdla chicken hearts. Ja, tako ste ugabni. Pa zraven so še evo chicken livers. Jetrca. To bi mogla enkrat narediti. To je dober, ja. To je ful železa, veš. Pa še ena stvar, ki mi ga tlele na Novi Zelandiji je tako. Tici-mici bi malo na živce in sicer, da nimaš alkohola v trgovinah. Pač v trgovinah. Ok, to sem se res čuden izrazil, ne razložim. Pač v trgovini lahko kupiš samo pivo pa vino, če hočeš kaj močnejšega, a ne? Ti so pa potem specializirane trgovine, pač liquor store oziroma pač trgovine z alkoholom.
In ko smo glih na tej noti, prej, ko smo razlagali o Cromwellu, sej ni, ne da štacun ni, imaš štacune, ampak to so res spet te majhne, specializirane, družinske večinoma pač trgovine, ki so posledično tudi toliko dražje. Ne vem, imaš posebej dairy shop oziroma pač za neke mlečne izdelke, imaš posebej bučarja oziroma pač mesarja, tako da, ja. Pa še ena posebnost Nove Zelandije. V Sloveniji imamo kar nekaj produktov, ki jih jemljemo za zelo samoumevne, tukaj jih je pa zelo težko dobiti. Recimo tale stvar, ena klasična vileda. Iščeva jo že 4 tedne v vseh štecunah, pač ni viled. Oni uporabljajo tele zadeve, pač neko, ne vem kva je to, neko sranje, pač to sploh ne briše, sva probala, ne briše, to sam razmazuje, pa se osmrad, tako da dobra stara vileda, končno te mava. Ta drug tak neumen produkt, ki so ga tudi iskala 3 tedne, so bili pa te za mrežce za otoke. Katastrofa za največ. Ne mogoče zadobiti, ampak nama je uspeli. Ponč, kva si v špiču? Ne morem vsega zložiti na trak, ker ima ga preveč. Pač premehne trakove imajo. Kam bo mi da se to dala? Bogi binko. Ko se takole odpravo v štacuno, res ogromno nakupa in jo potem to zdrži naslednjih, 14 dni. Kar sproti kupujeva je potem samo kakšen kruh, salama in mleko. Sedaj pa obisk verjetno druge najbolj popularne trgovine pri nama. Najbolj obiskane. Tako, ker so tukaj največ poleg pač Pack n Save. Se pravi warehouse. Tukaj dobite pač vse, kar vam srce poželi, pa ne pretiravam. Od elektronke, kemping stvari, kuhinjskih pripomočkov, posode, brisač, posteljnine, celo hrane. Ja. Vse je noro. Ponč je prišel do svojega pomfrija. Jaz sem si začel pomfrit, KFC, in sem prepričal, da greva. In zdaj sem zelo srečen. Ja, celo pojedino mama. Ja. Če mu ni cajta kuhati, ko si po upravkih, moraš biti efektiven, moraš biti cup. To je to. Evo, tu je ena taka tradicionalna novozelandska hrana, ali fast food. Ja, ful so pa amerikanizirani, pač vse te ameriške fast foode imajo. Kaj imaš to, Ponč? Mojega novega najboljšega prijatelja. Ta me bo lepo držal, da bom naravnost in da se mi navijo vse vrata zapirale in da nam polnoč Cindy povozil, ko se bom prevalil čez, ker bova na eno stran nagljena. Skratka, leveling ramps oziroma v vodo ravno stanje spraviti v tele plastične stvari. Ja, v bistvu je res smoten, zato ker tam kemp pač ni naravnost, tako da tole bo prišlo še kako prav, pa varovalke. Eno sva že skurla. A si že kaj zmatran, ko sam gledaš, kva vse morava postoriti, ko prideva nazaj v civilizacijo? Ker midva sva, vedno. Opravki dan ni nič kaj zabaven, ampak midva si rada stvar nariševa v drugi luči. In sicer to je le zelo dobra priprava za prihodnost, zaradi tega, da sva lahko na poti brez skrbi. Kar naj pa tudi privede do naslednje stvari, v kateri mislim, da noben prav rad ne razmišlja, ampak so del našega vsakdana. Nezgode in nesreče. Zlom noge te da dobesedno na time out od lifea in kar je še bolj zaskrbljujoče, lahko močno ohromi tvoje finančno stanje, ker po eni strani ne moreš delati in po drugi strani imaš še stroške z rehabilitacijo. Nočem vas prestrašati ali karkoli podobnega, ampak če pogledam že samo svojo zgodbo z mojimi problemi, ki sem jih imel z rokam, lahko absolutno potrdim, da velikokrat podcenjujemo dobro zavarovanje sklenjeno pravočasno. Pri meni je šlo v 2 letih zdravljenja nekaj tisočakov, kar ni nič v primerjavi s tem, če se nekomu dogodi resna nezgoda, bog ne daj invalidnost. Že za pičlih 5 evrov na mesec lahko mladi poskrbite za svoje zdravje in svojo prihodnost, kar je samo mind-blowing. Zavarovalnica Triglav ima namreč nov produkt. Zavarovanje Life, ki združuje nezgodno in življenjsko zavarovanje, ki v primeru nezgode ali smrti tebi oziroma tvojemu bližnjemu pomaga k večji finančni varnosti v obliki invalidne rente ali enkratnih izplačil. Najboljši del tega pa je, da ga lahko skleneš za krajše časovno obdobje, kar je idealno, če si še študent ali pa si ravnokar začel svojo karierno pot in se nisi pripravljen vezati za dlje časa. Link v opisu videa te popelje direktno do strani s produktom, odkoder lahko tudi enostavno preko dneta skleneš zavarovanje, če se zanj odločiš. Sama uporabljava druge Triglav produkte, s katerimi sva izredno zadovoljna, zato ne dvomva, da ti bo Life odlično služil.
Še dva pomembna opravka kosa v mestu. Prvi je seveda dump station, kjer sprazneva sivo vodo in WC kaseto ter se napolniva na novo svežo vodo. Včasih je treba malo pobrskati, saj nimajo vsi dump stationi tudi sveže vode. Aplikacij za to je veliko, osebno pa najbolj priznavava na Wikicamps. Prvih 14 dni je celo zastonj aplikacija, potem pa je nekaj malega za doplačati za nadaljno uporabo. Ampak ima pa daleč največjo pokritost od vseh free appov in najbolj pregledna, vsaj za naj. Drugi pomemben opravek pa je pranje cul. Tukaj zopet priznavava na verigo in sicer Liquid Laundromat, saj imajo najbolj dostopne cene in nama najboljši sistem. Fajn, ko operirajo na tele kartice, v bistvu si gor naložiš balance, nekaj denarja, tako da ne rabiš kovančkov, ampak vse s to njihovo kartico delaš. A ne? Ja. Je pa ful dober, ker lahko 3 stroje cul, bele, pisane in črne, opereš istočasno, tako da en velik plus. Se je treba znajti v življenju, a ne? Zgana. Čist. Še dobro, da imamo drevesa tle na plaž. Palme. In glede na to, da v Cromwellu res ni teh velikih štecun, sploh pa ne drogerij in tega, sva si pa midva orang zalogo naredila. Pazite zdaj vse to. Robčki, tele cel kup enih vitaminov, da bova zdrava. Še malo vitaminov. No, baterije, okej, to ni taka drogerija stvar, pa da si lahko zobe umivala. Pa ta je zdaj najboljša. Imamo Hawajk 4, ta velike. Ja, naj je žena opekala tamle v nasadu in ne hecam se, dejansko sva 4 kupila in to je najljubša krema, ker ni mastna, kljub temu, da je 50+, naj jo žena opekala. Če naj jo pa slučajno opeče, imava pa aloe vere. Končno sva dobila ta prave aloe vere. In kaj mislim s tem ta prave aloe vere, ker sva jih kupila že polhan in so naj jo konkretno nategnili. Tale je ta prva, ki ima alkohol noter in sva se totalno zasrala z nakupom. Ja, vse je pekala, ne? Vse peče, ja, ki se namažeš pečeno kožo. In potem sva kupila še 2, to so te trgovinske, ki jih v Cromwellu dobiš, drugih sploh nimajo. In to ima neke dišave, parfume, barvila noter in ja, ko to naneseš na poškodovano kožo, vse peče. In evo, toliko aloe ver še v lifeu nisva imela. Zdaj sva kupila pa 2 za testirati. Tale je 99% pure aloe vera in ta je 97%, pa brez dišav, pa brez barvil, pa brez teh scen soba je. Tako da. Jaz ne vem, koliko se vidi, ampak vsi teli mehurčki in vse to so v bistvu pekline in neka alergija na sonce, to, kar je že spraskan pa hraste, je spraskan, ker me srbi. In to imam po obeh rokah, po vratu, povsod. Cindy, po drugi strani pa sam cela ulušena. Tako da zdaj, ko imava alojo, tega ne bo več. Pa še dodatne cune sva se včeraj kupila v Mountain Warehouseu, da imava zdaj dolge rokava in take stvari, ker... Sonce klej je prizadeto. Res je. Pa še kdo naj mi reče, da ozonska luknja ne obstaja, gan kar zašamaril nekam res. Zadnja taka stvar opravki dneva pa je potem samo še napolnjenje baterij in temeljito tuširanje, kar pomeni le eno stvar. Gremo v kamp! Tukaj nekje sva že počasi začela ugotavljati, da imava še vedno problem z elektriko, ampak to je že zgodba za drug dan. Del opravkov je tudi, da nafilava vse najine naprave in seveda Binkotove hišne baterije. Tuširanje v Binkoti sicer obstaja. No. Ja, sklop si ga! Ampak je le to zelo omejeno, se morava vrčevati z vodo. Imava samo 80 litrov na izpolnem. Tako da si potem v avtokampih oziroma holiday parkih, kot jim oni pravijo, res voren prvošva enoroč tuš. Da pa navt rekli, da nismo čist nič videli, kar se novozelandskih znamenitosti tiče v tem vlogu, pa gremo na hitro pogledati še ene prav posebne skale. Na najni poti do Dunedina, no, kakorkoli pa že, na najni poti do tega mesta, kjer bova praznovala novo leto, sva se pa ustavila še na Boulders Beachu. To je v bistvu zelo posebna plaža, kjer so skale popolne okrogle oblike. No, so okrogli. So? Ne vem, kdo jih je nametil, klele sem. Jaz mislim, da so to une krogle, ki so jih v srednjem veku uporabljali za bombardirane obzidi. Ja? Ja, ne, no. Mogoče.
prav zglancene so, viš, koliko drsi. Ja, da gledam in avš dol padla. Jaz se ne vem, kako bom dol prišla. No, se drugače jih imate kar neki, pač tam je prav cela ta velika skala, pa tako so kar malo posejani po celi plaži, da je ta glavni del je pa pač tukaj, ker jih je tudi največ. No, Ponč, a si vedel, da so te skale tukaj zaščitene? Zaščitene od koga? Ne vem, nekega rezervata, se nima veze. V glavnem, če jih poškoduješ, lahko dobiš 2 leti zapora in pa $100,000 kazni. Jaz pa ne bi stal na nej, če smo na tem, no. Zdaj, noben glih čist točen ne ve, zakaj so to popolne sferične oblike. Znanstveniki predvidevajo, da gre za neke kalcitne depozite 65 milijonov let nazaj. Maori po drugi strani pa verjamejo, da so to warriorsi oziroma neki varuhi tega glavnega boga, takrat, ko se je spustil dol zgore, pa ko je njegov kanu raztreščal po celi ozemlju Nove Zelandije. Tako da, zanimivo. No, zdaj pa še Pončova razlaga. Jaz imam čisto svojo razlago in sicer mati narava tukaj noter rojeva tele krogle in ko je to dosti zrelo, se to odkotali na plažo in pa se začne nova formirati. Ta je tudi kar razlaga. Ta je kar močna, ja. Se veva, vlog se je glih dobro začel, pa že končujemo. Nič zato. Naslednjič bomo obiskali nenavadno mesto Oamaru, ki skriva kar nekaj zanimivosti. Vlog pa bomo končali s praznovanjem novega leta v poletnem letnem času. Do takrat pa, kakite ano! And it's not a lie that I die. I can't hide.